Živijo, lepo pozdravljeni. Danes sta z nami Tjaša in Tiljen iz Džungle Plants in pogovarjali se bomo o njuni podjetniški zgodbi. Dami, živijo, kdo sta vidve? Mogoče če bi tako naju malo navzven opisal, recimo, da jaz delujem malo bolj ekstrovertirano, pa malo bolj v poslu, pa v biznisu. Predvsem te plati me zanimajo, marketing. Tilje pa malo bolj introvertirana, čeprav ni. Ima rada predvsem rastline, fotografijo, in v bistvu nekako, kako se temu reče, jasen glas tega, kaj je okej, pa kaj ni okej, ke se odločava naprej. Jaz bi samo šla in ona je pa malo bolj razumska tukaj. Lahko rečemo, da sta dober yin in yang. Ja, zelo dober. To je že od samega začetka, čisto v začetku se je meni že svitalo, no, da je ful dobra protiutež. Ja, to je v podjetniških timih res vedno ključ do uspeha, vse zgodbe to potrjujejo. Ampak dajmo najprej predstaviti, kaj sploh Džungla Plants so. V bistvu Džungla Plants je spletna začela se je kot spletna trgovina s sobnimi rastlinami, recimo temu malo bolj zanimivimi pa drugačnimi, tudi redkimi, kar je bilo prej možno dobiti na slovenskem trgu. Ključna stvar je tudi tukaj, da rastline pošiljamo. Torej ni treba priti fizično v trgovino, lahko samo na spletu pogledaš, kaj ti je všeč in pošljemo v naslednjih nekaj dnevih. V osnovi je pa potem v zadnjem letu to preraslo še na druga področja, ampak ključ so vedno čudovite rastline. In kako je vse skupaj se sploh začelo? Radi bi spoznali vajino podjetniško zgodbo. Od začetka pa potem ta razvoj. Lahko se kar razgovorita, da sta prišli do današnjega dne. V bistvu s Tjašo se poznava že verjetno več kot 10 let. In ona je recimo veliko potovala pa veliko delala tudi v tujini. Jaz sem nekako bila zmeraj bazirana tukaj in vsakič, ko je prišla nazaj za onih najprej par tednov, par mesecev, pol zdaj ne vem, a za skozi ali ne, ampak vsakič me je na kavo povabila pa mi pač razložila vse. Torej zmeraj smo obdržale ta stik tudi takrat, ko je ni bilo zares. In potem se je v bistvu zgodilo, da me je en dan klicala v smislu, da je šla po sadike solate za na balkon in da jo nervira, ker se je mogla zdaj v 3 različne vrtne centre peljati, pa je gužva, pa so rdeče luči, pa bla, bla, bla. Pa korona. Pa korona, pa zakaj ne more to prek spleta naročiti, a ne, da bi bilo ful bolj simpel. In da pač ve, da jaz osebno že od majhnega v bistvu simpatiziram laično z botaniko, z rastlinami, z vsem tem. In če me zanima kaj takega, če sem razmišljala o, ne vem, nekem online shopu sobnih rastlin. In itak sem razmišljala o tem, ampak sem po naravi bolj tak človek, da rada se ustrašim in nekako nisem mogla sama iti v to, nekako nisem upala. In ko je ona rekla, če bi midve skupaj to naredila, sem vedela v bistvu že takrat, da je to super ideja. Tako da potem sva se slišale naslednjo jutro dopoldan, ker nobena zares ni mogla spati to noč, ker smo pač obe kalkulirali pa premlevali pa delali plane pa kako pa kdaj pa na kak način. Pol se je pa čez en mesec v bistvu že shop odprl spleten, tako da sva vse te začetne procese, torej googlanje distributerjev pa spletno stran, sva v osnovi sami postavili s pomočjo prijateljev, ko so nama zelo dobrosrčno zmeraj priskočili na pomoč. Aplavz za prijatelje. Ja. Potem naslednji tak korak je bil pa iskanje prostora, kakor imam jaz v mislih, ker smo na začetku to malo kombinirale. Ja, v bistvu čisto podjetniško, a ne. Če rečemo, prvo sva v resnici stestirali, a ne, ker vse se je slišalo res dobro pa super, ampak so bile tako, okej, dokler ne prodava prvih kosov, a ne, to pač
deva počakati. A ne. In res je v bistvu sva začeli tako, da sva samo postavili landing page, kamor si lahko napišeš, se vpišeš, da boš obveščen, ko bo trgovina odprta. In v bistvu na podlagi tega sva v bistvu čisto organsko v nekaj tednih dobili, mislim, da okoli 700 e-mailov in so bile, ok, to je že dober začetek, to je to, ok, ampak gremo, ok, vseeno, to je nekaj, da ljudi zanima, ampak a so pripravljeni kupiti, ne? In pol sva shop odprli, ja, in ljudje so začeli kupovati. In pol so bile pa tako, ok, zdaj je pa čas, zdaj pa to očitno resno, a ne, zdaj pa rabiva prostor. Pač prostor je bil potem pač prva taka stvar. Pa sva še vedno malo gledali, kam bo to šlo, kaj če je to samo začetno navdušenje, a ne, pa bo potem vse dol šlo, tako da sva še malo čakali, pa delali to, kot rečemo temu side project. Pa se je pa začelo, ok, sva videli, ok, to ni samo enomesečni trend, to je nekaj, kjer je res priložnost in smo šli pa polno v to. Pa je tudi mogoče, ja, smo začeli tudi pomoč iskati, no, ker naenkrat preraste za 2 osebi vse skupaj. In danes je v džungli koliko ljudi? Kakšna je ekipa? V osnovi je core ekipa nekje 4 ljudje in potem še nekje 10 ljudi, ki delajo pa na različnih področjih, pokrivajo posamezne dele. Ampak večino stvari outsourcava. Poskušava, da je sama organizacija čim bolj lean, zaradi tega, da v bistvu lahko delamo in hitro, recimo, ko je sezona, hitro scalamo in potem, ko ni sezone, da se tudi hitro stvari lahko zaprejo pa umirijo. Na tak način. To je odlično, torej, da ste v bistvu lahko fleksibilni. Ja. Ena od ključnih prednosti pri startupih oziroma v še manjših podjetjih. Po vsem temu bi predstavil še malenkost nazaj, ko ste pač omenili, da ste dobili idejo, da niste mogli spati, da vaju je nekaj preganjali, ampak kako pa potem svetujete mladi, da se lotijo preigravanja te ideje, se pravi, da sploh naredijo nek plan. Ne vem, a sta delali poslovni načrt, poslovni model, a sta si sam skicirali na prtiček, ali bo to samo čez pogovor. Zelo da mladi malo dobijo uvid, na kakšen način lahko to idejo sploh v resnici spravijo v nek koncept. Mislim, prva stvar, ko sem se jaz takrat vozila in pač mi je to pač v glavi se utrnilo in v ozadju je bil komad od Bon Jovija, it is now or never, you're not gonna live forever. Se je meni v bistvu se je tako naredilo, ding, 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 ne? In te točke so bile, ok, market je ravno kar dovolj zrel, torej je ful pol zanimanja, ampak ni še ključnega ponudnika na tem področju, ne potrebuje se veliko vhodnega kapitala, torej lahko v bistvu praktično sami večino vse narediva. To neko področje, ki nama je blizu. Tretja stvar je to nekaj, kar ti je všeč, tak način dela in zame je to definitivno, ker je mešanica tega digitalnega in nečesa res zelo fizičnega, ne, zelo zemeljskega. In potem še četrta, ja, v bistvu to so bile te ključne stvari. Pol pa v bistvu midve delava tako za eno obdobje naprej, a ne. Vedno veva, kam približno želiva iti ali kaj nama je všeč delati, ampak poskušava, ok, to je bil prvi korak, gremo zdaj to spletno trgovino narediti, da vidimo, kaj se bo zgodilo. In pol, ko je trgovina narejena, ok, ljudje kupujejo, kako naj zdaj več ljudi to kupi, pa to vidi, a ne, pač nekako pač po korakih, da se gre, a ne, pač jaz nisem drugače pristašica nekih poslovnih načrtov, mislim, da je to relativno zastarela zadeva, ker težko predvidiš, a ne, kaj bo. Pomembno pa je, zakaj delaš, a ne, da imaš ta odgovor vedno. Lahko se tudi spreminja, ampak to je pa ključna stvar, ki jo moraš pa vedeti.
To mi je zelo všeč, poudaril bi ali pa ponovil bi ravno to, kar ste rekli, da v bistvu je potrebno biti sposoben se prilagajati, predvidevati in hkrati ne biti preveč zakorenjen v tisto svojo osnovno idejo, ker v resnici ne veš, ampak ljudje ste naredili en ključen korak, ki ga veliko podjetij pozabi. In to je, testirali sta, vprašali sta trg. Šele takrat, ko sta dobili odgovore, šle potem res tudi v razvoj. Pa to še zmer delava. No, in evo, to je kontinuirano. To je recimo, mislim, midve se res trudiva imeti ta nek ključen stik z strankami, z rastlinoljubci, če jim lahko tako rečem, prek Instagrama, Facebooka, v smislu tudi novitet v džungli, torej je bolj všeč ta rastlina ali zemlja za kaktuse ali zemlja za tropske rastline. Torej to, da ves čas dobivava feedbacka, ne. Da poslušava. Včasih se zgodi, da recimo je interes velik, pa potem mogoče ta stvar ne gre toliko v promet, kakor sva misli, ampak to vzameš v zakup že pač pred tem, se opečeš enkrat, dvakrat, pa ti je pol jasno, da ni za to 100% prav oziroma zares. Ja. Ker v bistvu dokler človek ne kupi, ne ve zares, ne. Nekje je interes, nekje pa potem, kako so pripravljeni to kupiti. Vsega se res ne da spremeniti to naprej. Všeč mi je pa bilo, ko je Tjaša omenila, da je treba vedeti ta zakaj. Zakaj v resnici to sploh počnemo. Se mi zdi, da je to tisto, kar nas žene naprej, tudi v tistih časih, ko morda stvari ne grejo idealno naprej. Kaj je ta vajin zakaj? Mislim, meni se najbolj dopade pri džungli to, da pač prva stvar je to, da sem v stiku pač z rastlinami oziroma da res delam okoli tega, kar me primarno zanima. Druga stvar je sigurno to, da imam na drugi strani Tjašo, zato ker je to ful pomembna stvar, da sva dve, da takrat, ko imam jaz slab dan, me ona dvigne in potem obratno. Tretja stvar je bila mogoče to, torej ta plus, da si nekako sam svoj šef, si lahko postaviš urnik, si splaniraš, ok, danes bom to, jutri bom tisto. Pa zakaj? Tudi zato, ker po drugi strani se mi pa dopade to, da lahko ljudem tudi pomagam v smislu, ne vem, posnamem YouTube video, odgovorim na vprašanje, pač jim povem, kako se naredi, ne vem, potaknem se, zmeša zemljo. Torej, da je ta nek, da se ustvari ta nek community ljudi in zato sva po mojem obe tudi ful veseli, zdaj, ko se je mogoče ta korona malo umirila, je vedno več obiska tudi v fizični trgovini, torej da ti vidiš te ljudi v živo, da se z njimi spoznaš, tudi recimo razne pop-up dogodke imamo in potem pridejo in je vse res čisto drugače, kot pa prek Facebooka, Instagrama, mailov in podobno. Tako da me zmer potem taki eventi, me zmer potem gor dvignejo, da vem, zakaj to delam. Se čutiš? Ja, v bistvu na nek način je džungla v bistvu daje, to se kar, sicer ne klišejsko, ampak čizi sliši, ampak je v bistvu dajanje ljubezni, in nekako občutek ljubezni in domačnosti prek rastlin nekomu. To je sigurno ena stvar, da je ljudem lahko v bistvu potem toplej doma. Ampak po drugi strani pa moj ključen zakaj je, že od nekdaj čutim to nekaj v sebi, da hočem nekaj postaviti in zgraditi. In graditi in sestavljati in razmišljati. Jaz mislim, da je to skoraj podoben občutek, pa ko si želiš otroka, torej nekaj vzgojiti, zelo podobno, se mi zdi, da iz podobne točke izhaja. In imam pa tudi občutek, da bom to enkrat preživela. Torej, to bom naredila, zgradila in ne preživela, ampak izživela to. Izživela to željo, to potrebo in pa bo čas za nekaj novega. Wow. A nas more potem, ali pa more kupci skrbeti, da je džungla začasen projekt? To so malo provokativno. Ja. Mislim, džungla bo sigurno, ne bova jo stran potem vrgle, dale k večjemu dobre roke, rečemo na tak način, ampak na tak način, ampak vse ključno je, kaj je zdaj džungla. Točno to je ključno in zdaj živita, se mi zdi, podjetniške sanje. Naredili ste res eno veliko zgodbo v mali Sloveniji. To
K temu seveda, ali to smo opazili tudi mediji, na drugi strani vsi, ki se ukvarjamo s podjetništvom, smo pa pozabili našim gledalcem povedati, v bistvu, v koliko kratkem času se je zgodba sploh zgodila. Dajmo to ta časovni okvir, se pravi, kdaj je bila ideja, kdaj je bila prva prodana rastlina in danes vemo, kateri datum je, se pravi, smo v zgodnji ali pa poznem poletju 2021. V bistvu ideja je bila lani aprila, torej aprila 2020 in mesec in pol zatem je spletna trgovina stala. Rastline smo poslali na moj rojstni dan. Ja. Torej 3 dni pred tem sva pa trgovina odprla. Mislim, da je bil 29. junij. Maj, ja. Torej v resnici v mesecu pa pol je trgovina se je postavila. To je drugače zelo hitro, no. Ampak sva zelo vedeli, kaj je pomembno, kako in so stvari sem šle. In v bistvu potem nekje septembra, 3 mesece zatem, sva se v polno temu posvetili. In recimo letos spomladi, aprila, torej eno leto, pač po ideji sva pa odprli tudi nov trg Hrvaško. Tako da v bistvu so stvari zelo hitro šle. Sicer čistko, ne. Sva imeli tudi, je bilo v bistvu, ko si v tem zanosu, ne ugotoviš, koliko si noter, ne. In pol, ko se stvari umirijo, recimo to poletje, ugotoviš, koliko si v resnici se utrudil. In sva imeli kar mislim, sem imela zelo, ampak šele, ko se stvari umirijo, to ugotoviš, ne prej. Prej si sam greš, ne. Ja. In ko se je to zgodilo, sva imela v bistvu, sem imela zelo težek mesec. Sem v bistvu en dan v džungli res se zjokala. Tiljan, ja. In Tiljan je imela en mesec pred tem tak dan. Ampak to je bil. In takrat sva se pogovarjale, da se nama ni treba muditi. To je bil mislim, to ni glih problem, ampak toliko hitro se je toliko veliko zgodilo, da imamo občutek, da morava ta tempo držati. Ker če spustiva, se nama zdi, kot da delamo, vsaj meni, kot da ne delam dovolj, da delam premalo, da me na drugi strani stranke čakajo, ljudje čakajo, da moram nekaj dati od sebe. In to debato sva imeli glih, ko je ona imela to obdobje v smislu, da smo dovolj naredili in da lahko ne počivava zares, ampak drživa ta level nekaj časa, preden se nov ruker naredi. V bistvu to, kakor bova rabile, a ne, v resnici. Ja, tako da še sreča, da je bil ta breakdown, da smo vsaj to se zmenili in postavili tudi iz tega vidika, ker definitivno morajo biti ups and downsi, to je v vsaki stvari in te stvari, jaz mislim, da se te stvari sam ne smeš ustrašiti, da jo moraš sprejeti in da jo moraš predvsem razumeti. Moraš vedeti tudi, kje izhaja in tudi, kaj narediti, da se mogoče, ne da se ne bo ponovila, ker se verjetno bo ponovila, če si tak človek po naravi, ampak da veš kaj zdaj narediti, da ti bo boljša. In ko sva imeli to debato, ko sva to dali čez, mislim, da je obema bilo veliko lažje. Hvala, da ste to tudi osebno izkušnjo delili z nami in je prav, da jo mladi slišijo, ker včasih mislimo, da so podjetniki zgolj in samo neustrašni, pa še zdaleč ni tako, a ne? To je mogoče samo medijska podoba, odzadaj se dogajajo stiske, tesnobe, razočaranja, ampak izpostavljali ste drug moment pomembnosti povezanosti vaju dveh, torej tima, da se lahko druga na drugo zanesete, da se lahko zjokate in se pogovorite, kar je velika dodana vrednost. In potem ste izpostavili še eno ključno stvar v podjetništvu. In to je, da mora podjetnik delati na dolgi rok in si ne sme dovoliti, da bo posel vodil njega, ampak da bo on vodil posel. Torej, da je podjetnik kreator tega posla, prehitro se nam zgodi, da se prepustimo podjetju v tem zanosu rasti in pustimo, da nas dominira. In potem se zgodijo razne izgorelosti in seveda vse, kar je neljubega v podjetništvu. Je pa seveda skušnjava velika in odločitev težka. Tako da bravo, vse čestitke, da so to že v enem letu spoznali. Ampak če smo rekli zdaj, kaj je lahko malo slabega v podjetništvu? Kaj bi po tem enem letu, poleg očitnega, da ste vzpostavili podjetje in tako, ampak kaj pa tisto največ, tisto najboljše, največje zadoščenje, ki ga čutita po tem lastnem zagonu podjetja? Mislim, da imamo tukaj obe en skupen moment, to je, ko se
tako oddelava cel dan v džungli in pa se odpeljeva in pogledava in začutiš, da je tvoje, da si ti to ustvaril, da ustvarjaš to vsak dan. Meni recimo ful veliko tudi to pomeni, ko, ne vem, spoznam kakega novega človeka in potem me vpraša, kaj delam in povem, pač sem fotografinja, pa pač džunglo imam in je tako, a džunglo, a ne? In ko vidim to navdušenje, pol mi šele kane, koliko velika stvar je to v bistvu, ne? Šele pol začutim to, ko mi nekdo XY človek pač reče s takim navdušenjem, no. To bi bile moji dve glavni. Jaz mislim, da tukaj v džunglo ni samo prodaja rož, ne, ampak je veliko več, da tudi s tem, ko poskušava biti čim bolj odkriti, to je bilo tudi eno tako obdobje, ko sva rekla, ok, pač, če bova odkriti, pa tudi, če se vse sesuje, ne. Da v bistvu s tem dajeva neke vrste vzor, pa pot kaževa drugim ljudem, ne. In to se mi zdi res pomembno. V bistvu res je dober občutek, tako na tak način. Da lahko z nečim takim kaj več narediš, kot samo nekaj prodajaš. Ja, čuditi je, da v bistvu v džungli čuta tudi del vajnega trenutnega poslanstva in ga tudi udejanjate, kar je res lepo. Velikokrat omenjate kupce, zdi se mi oziroma vajine stranke in res se zdi, to razberem, da na njih gledate drugače kot zgolj na potrošnika, ki pride, plača in odide, ampak dejansko kot neko grajenje skupnosti nekomu, ki mu pomagata. Na kakšen način vse komunicirate? Kaj je vse potrebno v poslu razmišljati, katere komunikacijske kanale, kakšen ton komuniciranja, kakšna je ta komunikacijsko-prodajno-trženjska strategija, ki je v džungli uspešna in bi se mogoče lahko od nje vsi skupaj mi nekaj naučili. Mislim, ključna stvar je, da mi poskušamo gledati, da nismo neka korporacija pa podjetje in potem vsi te ljudje tukaj, a ne, in ti njih hočeš izkoristiti, zato da ti boš na koncu imel denar, ampak da gre bolj za to neko enako raven, a ne. Pač jaz oseba nekaj tukaj delam in ti nekaj poskušam dati, kar ti potrebuješ. Zdaj ena taka stvar je, recimo, imamo kar kulturo tikanja, a ne, s strankami. Seveda, če kdaj res kakšna težava ali pa pač vikaš, ampak v osnovi se držimo v bistvu tikanja, a ne, da sem jaz človek, ti si človek, da tudi, ko pride do napak na naši strani, a ne, lahko to nekdo razume, pač nam pa je cilj, da vedno vsako stvar rešimo, a ne. Napake se dogajajo, ampak nam je res pomembno, da se potem rešijo in da je vsak zadovoljen. To je sigurno ena taka stvar. Druga stvar pa je, da zelo poskušava poslušati, a ne, kam stvari grejo. Ne samo, katere rastline si nekdo želi, ampak tudi na kak način, kaj še okolje rastline ne potrebuje, v bistvu, da podjetje s tem raste. Seveda, kor ostajajo rastline in ljubezen do rastline, ne, ampak potujeva pa z njimi. Ja, pač hočeva ljudem ponuditi to, da jim pol te rastline tudi dobro doma delajo. Torej vse, kar potrebujejo od dodatkov pa nege za to rastlino, potem poskušava tudi to ponudbo dodajati. Zdaj, jaz bi tukaj mogoče ta aspekt omenila, da so ful aktivni tudi na Instagramu, na pač privatnih sporočilih, pa na mailih, pa na vsem. Tudi imamo pomoč pri customer supportu. In se mi tudi zdi, da meni se najbolj luškano zdi to, ko že stranko res po imenu pa priimku poznaš, ko že veš, kdo je, a ne. To se mi zdi, ne vem, tako da bi bila ena prijateljica ali pa, ne vem. To je en tak moment spet, ko sem se ga zdaj pač spomnila slučajno. In da ja. Super. Lepa skrb torej za vajine stranke in grajenje odnosov skozi rastline, pa preko rastlin. Vemo in lahko izdamo, koliko rastlin je iz džungle že odšlo in našlo svoj dom pri strankah. To smo zadnjič ti si pakete si gledala. Saj vem, ja, koliko. Veš? Ja, vem. V bistvu okoli 30,000 rastlin. Wow. Je do zdaj že našla svoj dom, ja. Wow. Wow. V bistvu, ja.
To je res impresivno. In tudi lepo, da vidimo, da Slovenci imamo radi rastline, da si želimo za njih skrbeti in da smo tudi trajnostno naravnani, ker vse jim prodajata lončnice, ne rezanega cvetja, ne, to je tudi treba poudariti, da gre tudi v trajnostno zgodbo Slovenije, to se opada. Danes vemo, kje sta. Zdaj nam je jasno, 30.000 lončnic oziroma rastlin. Kaj pa prihodnost? Kako jo vidita? Kaj si želita? To debato smo že imeli. Se ne spomnim, čisto kaj je bil v bistvu, prej sem hotela povedati, ker smo se pogovarjali o najinem delovanju kot ekipi. Jaz sem prej dobivala skozi mravljince, ker smo se o tem pogovarjali. Ena res lepa stvar, ki je bila takrat, ko sem se jaz zjokala tam, je rekla Tiljan, Tjaša, pa sej nama ni treba, dejva tako, da bova midve okej, In mogoče predtem je bil pa, predtem je bil pa, mesec predtem je imela pa ona, izziv, ko sem se pa še ful počutila energijsko, pa ona ni bila, Tiljan ni bila, ampak sva tudi tam, sva bila, okej, tudi če se ti odločiš, da ne moreš več toliko, da si da si ne želiš več takega tempa, pa si jaz ga še vedno želim, zato tudi to lahko najdeva rešitev. Torej v resnici je zelo težko. Taka rekla, da je hujko partnerska zveza. Ja. Recimo, to bil povzetek. Je rekla, tam se lahko ločiš, pa greš. Tukaj ne moreš, ja. In to je definitivno ful živa stvar. To je stvar, ko jo moraš, to je odnos, ko ga moraš negovati pa skrbeti za njega. Poleg pa še za podjetje, ki je pa tudi na nek način glavna stvar. Da balance držati pa miksati vse te stvari. Sam ni tek, da se, mislim, jaz osebno, se potrudim, ampak se mi zdi, da pri nama pa pri džungli zaenkrat še vse dosti naravno pa instinktno teče. Ampak je tako, želiva, jaz mislim, dokler je to noter v meni, ta občutek, da hočem rasti, nekaj graditi, bo to raslo, torej drugi trgi, več aktivnosti, več kanalov, pol pa, ko se bo to nehalo, pa se bo odločilo, kaj bo pena. Ne forsirava na silo. Ni zares točno določenih ciljev, veva sam, v katero smer, torej sigurno ostajamo pri sobnih rastlinah. Pa tako je Tjaša rekla, mogoče kak trg, ampak ko bo čas, če bo čas. To je to. Jaz zdaj čutim, da bo čas. Jaz sem zdaj nazaj, če sem imela težek mesec, ampak zdaj sem tako. To je to. Všeč mi je bilo, ko ste govorili o vajni dinamiki in vidimo, da imamo velikrat pri mladih izziv, ko se z njimi pogovarjamo, ko načrtujejo, koga bojo povabili svojo ekipo. Kakšen nasvet bi vi dali in ga lahko date kar v kamero mladim, kako ne izbirajo svojega partnerja, ki je, ste rekli, ga težje izbrati bolj pomembno kot celo zakonskega partnerja, se pravi, kako najdete biznis partnerja, na kaj je treba biti pozoren? V bistvu, to je tako, če imaš dober feeling v biznisu za ljudi, pol deli po feelingu. Če se te pa do zdaj vse te izkušnje pripeljali nekam, pa vprašaj nekoga, ki ima dober feeling. Ampak mi da delava po feelingu, mi večino stvari delava po intuiciji. Mislim, vse je ogromno drugih mnenj pa podatkov, pa iz vseh teh stvari sklepaš, ampak na koncu odločiš, kaj tukaj noter dober stoji. To pomaga, da se odprej poznava že nekaj časa. To je pri meni osebno bil glavni point, zakaj sem rekla njej, ko me je poklicala, ker sem vedela, če ona že pol sveta preletela pa delala, pa ne vem kaj, pa še zmer grem z njo na kavo, pa še zmer imava stik, pol more biti tukaj nekaj na tema. Tako da iz tega vidika sem jaz začutila. Ampak drugače pa ti si verjetno mislil drugo ekipo, širšo ekipo, kako zbirala. Družabnika in širšo, mogoče bom tudi vprašal potem za širšo ekipo, ampak če vam dam zelo jasno vprašanje, pa data odgovor, recimo, ali bi vidve raje našli za svojega biznis partnerja nekoga, ki je enak tebi ali drugačen tebi? Mislim, delno mora biti enak, pa delno drugačen. Kultura mora biti fit, tako kot je pri nama, tudi ta
zakaj ni, recimo, zakaj nekdo dela, je lahko zelo različen, ne? Ampak kako nekdo dela, na kak način, je pa relativno pomembno, da se noter najdeš, pa vrednote, kaj ti je pomembno, ne? In to je potem znotraj tega je treba iskati določene ljudi. In največkrat pride do tega kolebanja, ne, a boš nekoga vzel, ki ima full skillsov pa izkušenj, ali nekdo, ki boš raje z njemu delal. In Naj mi spet na drugem polu. ja, in to je pravilno. Mislim, mora tudi ta človek vedeti, kaj bo, mora biti okej, a ne, ampak je veliko bolj pomembno to, da bo z njemu dobro delal, kot pa nekdo, ki boš s težavo z njemu delal, pa ima res veliko izkušenj. Na tak način. Z vsem. Tega se da naučiti, če se hoče, karakter je pa mogoče malo težji menjati. Ja. Vrednote predvsem, a ne. Kdaj pa po vajino pravi čas za to, da nekdo gre v podjetništvo? Kaj bi rekli mladim? A je treba prej preleteti pol sveta, verjetno pomaga, ali pač vseeno biti doma, kot je bila Tilija, fotografirati, se ukvarjati mogoče ljubiteljsko s to stvarjo. Skratka, kaj? A sploh obstaja univerzalen recept? Da mladim približamo mogoče še ta spektr, ker vem, da se marsikdo sprašuje, kdaj? Jaz mislim, da nikoli ne veš, kdaj je pravi čas. Ker tudi jaz na začetku, vse smo imeli debate, ko so nekaj tjaši, kaj če ne rata, kaj pa? Kaj boš pa ti delala tisto, kar si prej, pa jaz tisto, kar si prej. Torej, pač to, da meni je bilo pri njej, mene je ful preveč strahu v življenju, jaz ful preveč cvikam. Ona pa gre. In pa je bilo tek, kaj pa če to, pa ona, ja pa bo, pa sem tek, ja, pa bo, okej, pa bo. In to je spet ta yin-yang, ko si ga prej omenil. Ampak jaz nisem, ti si bila ziher, si ne moreš biti ziher. Jaz imam malo ne moreš biti ziher, a bo uspelo. Jaz sem vedela, da je zdaj to, jaz sem si že od nekdaj želela biti v podjetništvu, ampak moja prva podjetniška izkušnja je bila v osnovni šoli, ko sem nakit, ki sem ga izdelovala, prodajala med šolskimi odmori na WC-jih. Pol sem različne stvari poskušala, ampak ko sem v tujini živela, kar nekako sem čutila, da bi me to preveč nazaj držalo. In v resnici sem mogla jaz v glavi čez ful stvari, spustiti ful stvari, tudi enih strahov in vsega, da sem vedela, da in potem je bila pa finta, da jaz sem se počutila, torej 2 leti nazaj ready, zdaj sem ready, da grem v to, ampak kaj pa zdaj ideja tukaj? In potem sem kar nekaj na silo probovala, pa kar nikamor nekaj ni šlo, nič mi ni res. Potem sem se z nekom pogovarjala, z enim uspešnim lastnikom enega podjetja in je rekel, Tjaša, jaz sem to naredil, ko sem gradil hišo, pa 3. otroka pričakoval, torej slab timing. Pač boš videla, pač ko se bo zgodilo, boš vedela. In tako sem vedela. In potem sem spustila spet to, da nekaj more, da nekaj ni iskala, kaj. Sem spustila, se bo že naredilo, če se bo, ne. In potem se je zgodilo. In potem sem vedela. To je praviš, ampak jaz recimo rečemo temu, da imam veliko enih dobrih predispozicij, sem imela, da imam zelo lahkoten odnos do tega, ne. In zaradi tega mi je lažje bilo priti do tega, ampak vseeno je pa, če hočeš, da podjetje raste, to je tako, pač, kar jaz ugotavljam, je treba delati na sebi, ne. Ker za vsako naslednjo stvar, da nekam gre ali pa kar nekaj ne gre ali pa karkoli, v resnici moraš vse noter sčistiti, ali blokado, ali strah, ali nekaj od tega, kaj to je. In dejansko je v resnici delanje na sebi ključen del vsega skupaj. Tisto, kar sem slišal, kar bi povzel in se mi res zdi ključno, je to, da želja mora biti, ampak verjamem, da želja morajo vsi mladi, ki tole gledajo, drugače ne bi bili danes z nami, ampak potem ne smemo tega preforsirati, moramo se prepustiti, potem si moramo pa upati. Če si pa upamo, ne bomo pa spustili takrat tisto idejo, tisto priložnost, ki se nam pokaže. Ja, zelo dobro si to povzel. Resnično podali odgovor. Čas se nam čas izteka in za konec bi prosil, da vsaka, si lahko vzamete 5 sekund za razmislek,
Kakšen nasvet bi dali mladim, ki so danes pred to odločitvijo, joj, pa saj si želim biti podjetnik, pa ne vem, če bi bil podjetnik. Kaj bi vi delili kot mladi, uspešni podjetnici, mlajšim kolegom, mogoče še malenkost mlajšim, tak iz srca? Sam greš. Ja, jaz tudi mislim, sam greš, pa Greš. mislim, ta strah je za brezveze. No, jaz sem živ dokaz tega, da je ta strah brezveza. Kaj pa, če ne uspeš? Greš pa nekaj drugega. Sej. To si mi imamo take travme, ampak v resnici je ta, recimo, en ključnih mojih strahov, a ne, je, ki ga še vedno razrešujem, je ta strah, kaj če mi džungla recimo začne propadati, ok, ne bom mogla plačevati ljudi, to se mi zdi grozen, pa bom prišla na slab glas in kaj si bojo drugi potem v meni misli in kaj bo, in noben me ne bom dobila več potrditve, a ne. V resnici, koliko sem jaz dobra in uspešna, a ne, ker džungla je neke vrste moja osebna potrditev, a ne. In ja, in pol, ko to štekaš, te stvari, kaj se v bistvu v glavi ti dogaja, pa ta nek ego, pa si tako, Ta nek ego. ja, pa si tako, sam greš. In na koncu rečeš, da v končni fazi, komu smo pa dolžni polagati račune, Ja. dokler živimo svoje sanje in se samo aktualiziramo. To je točno tako, ker res ni vredno, ni vredno. Delaš to, kar čutiš in želiš in da izživiš. Draga Tiljan, draga Tjaša, v izjemno veselje se bo pogovarjati z vama in verjamem, da bojo mladi iz današnjega pogovora se lahko ogromno naučili in da smo jim tudi malo prevzgojili ali pa dodatno spodbudili ljubezen do rastlin in do delanja dobrega. Tako da hvala, da ste bila z nami, da ste prišli na Gaja College in z veseljem bomo spremljali vajino nadaljnjo rast in potek dogodkov naprej, bodi si doma, bodi si v tujini, bodi si v džungli, mogoče celo v safari. Hvala in imejte lep dan še naprej. Najlepša hvala. Hvala vam.